smo. Dobro večer, lepo pozdravljeni, da vidimo, zdaj imamo filtre, to zadnjič ugotovili. Imamo kakšen dober filter za gostilno. To, evo. Country, Francoski, funk, francoski, acid, rahlet. moj najljubši, country. Country, evo. Francoski. Ja, dobro večer, lepo pozdravljeni. Imate gosti live. A je že bil kdaj iz tujine sploh? V glavnem iz Francije. Sogovornik pa je gospod Jan Porič. In še dekleva. Voditelj Andrej D. Jan, kot vedno, ful sponzoriran, ampak smo ga seveda zamrazili, ker ima v kontra vse napisano, ne? Z mano se pogovarjaš, ne skaj? Boljš kontra, ker da ni. Ej, v Kerasih smo, nacionalni park, na vzhodu francoskih Alp, rečejo mu divji vzhod francoskih Alp. Meni se zdi to tako, kot ena ogromna trenta, res zabačeno, pa res veliko zafurat, visoki hribi. In jaz sem drugače nekako zagovornik tega, da je mountain bike narejen za sredogorje, za take lepe, okrogle hribčke. Včasih se nuštem malo po visokogorju furat in to je tista taka priložnost, kjer se fura visoke hribe. Furamo skoraj do 3000 metrov in Jan je vodnik tukaj po hribih, a ne? Znotraj projekta Outdoor Station Aventure, OS Aventure. Tako da sem ga tukaj povabil, da kaj pove, kaj se nam dogaja. En teden smo tukaj, a ne? Ja, dogaja se veliko. Kot je že Andrej povedal, hribi so visoki, malo drugače kot Slovenija. Pokrajina je čisto drugačna. Tomaž prav, da malo spominja na Novo Zelandijo in lahko rečem, da ja, je novozelandsko. Spimo na 1900 metrov, kar je zelo visok. Furamo pa tudi skoraj 3000 metrov spust v dolino, tako da ni slabo. No. Veliko singlcev, veliko lepih terenov, najde se pa tudi kakšen težek, ampak zaenkrat mislim, da smo najdeli odlične povezave, odlične trele, jezera, hribe, singlce, tako da ni. Gordon Žiheca, Sredogorje. Ja res, jaz sem za Sredogorje. Da single speed pa z take stvari, moram reči, ker se je Tini Činč oglasil, a piva nimajo v baru. Francija. Franciji smo model. Ja. Imajo tudi pivo. Smo pa v Sviščevi deželi, tako da... Sviščev je ogromno. Vozaš in ti pred tabo skačejo ven, ovc pa tudi ne zmanjka. Svišči in ovce. Tako da, kar je tukaj dober, je, smo eni taki dolini, ki v bistvu ni veliko prehodov in je tako malo za nogo, ampak se ti odprejo neverjetni pogledi, neverjetni vrhovi. En celo park je, MTB park, ki ga bomo še jutri pogledati in se že veselim, čeprav sedežnica ne dela, bomo pedalirali. Sezona se začne sredi julija, se pravi smo malo prezgodaj tukaj. Ampak to ni težava, pač se pedalira, se pravi spuste delamo od nekje 500 do 1300 višinskih metrov na dol, tako da se nafuramo. Kar traja. Ja, kar traja. Pa ni kakšna divja, hitra, homogena skupina samih rokarjev, tako da se prilagajamo šibkejšim členom in spusti znajo kar trajati, ampak je lušten. Ja, skupina je super, imamo vse, od mladine do starejših in se skupaj spuščamo navdušeni, vsi odkrivajo svoje nove meje v mountain bikeu in so navdušeni. Prej, ko sem rekel, da je nekako ena trenta, ne? Ampak to mora povedati, da je več dolin ob italijanski meji. Naši fantje so to odkrili s turnim smučanjem, ker je tukaj res meka. Vse skupaj imajo smučišč za en krvalc, ne? Ene 300. Ja. 3. Še celo povezave so slabe, tako da če padeva dol, se zgodi, ne? Jaz sem imel feeling včeraj, ko sem bili res tam nekje na
2500 metrov, kakor da se vozim s kolesom po TNP-ju. Isto, res neverjetna narava in ti se voziš po vrhunskih trailih. Predvsem tukaj je pa ta narava, ki je res hribi, vrhovi, melišča, doline, velike vode posod teče, tako da se da tudi kje umiti. Po zimi se vstopa samo skozi en kanjon, od spodaj, poleti pa čez dva visoka prelaza, znana tudi iz kolesarskih dirk, Col d'Izoard na eni strani in Col Agnel na drugi strani, na Italijo. Kaj še zapovedati? Naslednjič pojte z nami, Jan bo vodil. Res, zdaj smo tukaj, da odkrivamo za vas, naslednjič furamo skupaj. To je to. Kaj sem hotel povedati? Ne vem. Tok rakleta je naredil Jan, da ne morem več misliti. Glej, takole smo. Ja, raklet, to morate probati, če ga še niste, tlele lokalna gostilna, lepo režeš. A je kdo naročil raklet? Evo, kaj da bi vedel, evo. Naš kelner Kodri. Kodri, ja. Eno takole majico bomo imeli pol za nagrado. Majčka, Outdoor Station, pa tudi Blatnik, S-Saver pride v nagradni igri. Ostanite z nami za eno težko vprašanje bo. Sledi malo kasnej. Hvala ti. Ajde, živi ta. To je bil naš koroški predstavnik, Kodri. Nekaj ful pametnega se hotel vprašati, pa sem pozabil. Kempiramo, to je važen podatek. Ja, kempu smo na 1900. Lušten kemp smo najdel. Plan je bil, da se selimo, ampak je ta kemp toliko v redu. Da smo skozi tukaj. Lepo smo v senčki, ker zna tudi fino zapohati čez dan. Imamo skupni nastrešek za druženje, kuhanje in zabave. Tako da zraven tudi voda teče, tako da hladilnik je vključen za hladno pijačo. Tega nam ne manjka. Devaš kaj povedati, ti si nekdanji tekmovalec, pa fotograf, video ustvarjalec, ampak lani se odločil, da boš tudi malo več vodil in si naredil tečaj za mountain bike vodnika 2 pri kolesarski zvezi, kako to laufa, na kratko. Ja, v bistvu, da sem naredil ta tečaj in da sem v teh vodah je kriv Mac. Kemp je rečemo v Piero Grossu. Pier Gros je vas nad Molin de Quera, Molin on Quera, ob cesti za Col Agnel proti Italiji. Šiba je gor. Ja, 1900. Tako da zna biti malo hladno po noč. Danes bo sploh hladno, ki je padal danes. Tako da v glavnem, da sem v teh vodah kriv Mac z MTB Galaxy, ker vse se je začel, ker sem se dogovarjal z Mondraker Adria za sodelovanje za Mondraker in potem je beseda prišla tudi na vodenje in evo, tukaj smo, vodimo. Boš povedal raklet? Malo kasneje bom povedal raklet, ga bo že preveč. Tako da to se mi zdi, pač v kolesarstvu sem že od leta 2000 in mi je to ena taka stopnica, malo drugač in se mi zdi dober, ker rad sem v tem uživam in sploh, če lahko drugim ljudem pokažem, da se da uživati na kolesu, mi je to nekaj najboljšega. Da skupaj vozimo in da uživajo in napredujejo. In bo še naprej učiteljsko licenco še narediti? Ja, bo potreba, da lahko znanje še nadgradim licencirano naprej, bo treba še učiteljsko licenco narediti. Zdaj poveš, kaj v tvojem foto in video ustvarjanju. Poznamo te v zadnjem času, a v zadnjih letih je bil kdaj predlani projekt 5? Leta 2014 je bil projekt 5. 2014, to je že tega? Ok. Pač 2013 je bila zadnja tekmovalna sezona in potem sem rekel, dajmo kolesarstvo ostati. Pa počas kolena sestaviti? Tako ja, preden gre na operacije, dajmo en projekt narediti, tako da to sem si jaz zamislil skupaj z Urošem
Modlicem pa z Matejo, z mojo punco, da ćemo nekaj narediti in smo se odločili, da bomo iskali 5 različnih lokacij po Sloveniji in naredili svojo spletno stran, video, fotomaterial in potem bo to še v Bike magazinu objavljene te slike. Pač to, kar radi delamo. Bike magazine, njuna revija, ki je crknila? Ja. Nekdo z MTB si pozdravlja, to je Slovenija pozdravlja. Tako da ja, to je bilo nekako tist, dajmo nekaj tekmovati, pa dajmo biti čez mer, ampak to delati, ker znamo najbolj, se pravi promocija, foto in video in spletno. S Klemnom Gerčarjem delaš motocross zgodbe? Ja, s Klemnom sem začel delati na motocrossu. V bistvu takrat je on iskal enega, da bi se snemal, pa mi vprašal, a poznaš koga? Tako jaz se to lahko jaz naredim. In smo takrat, prvo sezono smo začeli epizode delati s tekem in takrat je bil tudi svetovni prvak v MX3 razredu. Klem je bil ful zvezda, če ne bi Tim Gajser se pojavil, ki je res trga. Ja, pač Klemen je bil prvi, ki je prišel v GP, razred najvišji in svojo lastno ekipo, najprej s tujo, potem svojo lastno ekipo 62 Motorsport, ja, pač Gajser je prišel kasneje, zdaj ga Slovenija malo bolj pozna, ampak to ni slabo, pač ker... Aj ti sle Borut, aj tam le Borut, ki ga pozdravlja Tomaš, ti sle je, ja, pa res lega. Ja, prosti. Borut, pomahi! V glavnem, ja, ni slabo, več ljudi ve za motocross, kar sploh ni slabo. Klemen tudi pravi, da je to samo pozitivno, da Slovenija... Tudi zanga to ne more biti. Tako je, ni koncev, ni minus zanga. Z Vidom Peršakom si delal video za Canon v Kranjski Gori letos? In še skupaj z MTB Galaxy. Ja, en od projektov takih malo bolj drugačnih je bil tudi ta sodelovanje s Canonom, kjer sem mogel narediti 4 različne video vsebine in seveda eno od teh je bajkanje, seveda. Izkoristil sem to, da je nov Robe Twist trail v Kranjski Gori, ki ga v bistvu še noben ni tako posnel in pač skupaj smo se odločili, da je najboljši kandidat Peršak. Prosim, pija vodo. Ja, pijem vodo, ja, drugače. Tako da, ja, Peršak je bila najboljša kombinacija in se mi zdi, da trenutno en izmed najboljših rajderjev v Sloveniji. Tako da, vid ni še nikoli pel te proge, isto sekundo, ko smo začeli snemati, je pel ta trail. Kaj furamo jutr v Kerasi? Veliko. Abries, park, ne? Park, ampak... Kakšen enduro park je to? To je tako, sva rekla, da še ne laufa sedežnica. Sprav na noge bomo furali traile, ki verjetno še niso urejeni sezono, ampak... Ja, zdaj bomo pedalirali na vrh Abriesa, ki je tudi nek prelaz, in potem se bomo spustili po označenih singlecah. Jaz mislim, da bomo šli kar po singlah okrog parka, ker so daljše. Park nima veliko višinske razlike, tako da če bomo imeli pa velike energije, bomo šli pa tudi dvakrat. Če si za nagradno vprašanje, lahko si prislužite majico, ki jo je prej Kodri pokazal, se pravi Outdoor Station Aventure plus blatnik S-Saver, ki ga prispeva 31. Tako, ja. Nagradno vprašanje pa se glasi. Tam. Vete, koliko se fura klele, to bomo jaz očelade. Monster Me je zapohal v glavo. Eni imamo pa lase. Katera kolesarska dirka pride skozi Kerase naslednjem mesecu, torej v juliju? Pa ni mus, da je MTB. Ni nujno mountain bike dirka, je pa kolesarska dirka. Čez prelaze noter in ven. Tiskate prvo napiše, dobi majico OS Aventure in blatnik S-Savers. 43 gledalcev imamo, če noben tega ne ve, pol pa ne vem. Po moje, da smo naredili vprašanje takno. Ne, jaz sem hotel težje vprašanje. Težje, pa jaz sem rekel, da ni šans. Povej oba prelaza, ki vodita v Keras, oba gorska prelaza. Se sem jih omenil prele. Če bi bila voda dobra, bi bila kaj Wolf?
Ena Žaba, živali. bi bila žaba kot krava. Da je Wolf raj napiš, Tour de Francel, Boštjan Wolf. Tour de A mu France. priznamo? Francel je. A? A je ta pravo mislil? Jaz mislim, da je prav. A damo Wolfu nagrado? Ja, Ajde Wolf, ne bomo komplicirali. sosed. Boštjan Wolf je prejemnik majice OS Aventure in blatnika S Sever, pa lahko pa še svojo prijateljico, kdaj peleš Prelaz 1, Prelaz 2, ja. Kol Dizoart pa Kol Anjel. Mi da se tukaj zale koliko višincev pod Anjelom, mi da se zale na 2100, Anjel je pa koliko? 2, Pa pol. pa pol vsaj, a ne? Ja. Kaj mi smo šli z njega? Ja, 270, 280. ja. Tako da bo dobri izkusti. Drugač pa spremljite moj profil Outdoor Stationa, pa MTB. Spremljite MTB Sigi. Slikce. Tako da vas malo podražimo. Jaz imam ful dobre potke od XL size, a za Wolfa? Ne, no, Wolfa ni XL. Tudi če se ful razširi, ne more biti Wolf nikoli XL. Tako kaporno ne. V glavnem ful imam dobrih fotk od Jana, kako ga žge tukaj po trailih, ampak pri tem internetu, zdaj smo slučajno na večerji, Je dober internet, tukaj, ker je drugače soliden pa- internet, drugače pa tudi na Instagramu ne uspe naš dati. En kamp smo se ga izogibali glih zaradi tega, ker mtb.si ne bi mogel delati. Jaz ker se tudi nima tako ne more interneta. delati. Tako da hvala Uroš doma, ki dežuraš pa držiš po koncu vse. Se greš lahko tudi ti povedaj na dopust, pa mi jaz držal. Hvala lepa, to je bil MTBC Live iz Keras, France. Maruša gliha prav, Wolf ima že preveč blatnikov. Ja, lej, bo pa kakšnega naprej dal, ali kaj? Bo potal. Nima še S Severja, po moje. Hvala lepa, mi da grejo še na en raklet, Ajde, čau. da se razpočva do konca. Samo jutri bo treba spet plezati, ene 800 višincev, Ja, moramo iti, kliče, hrana. tako da ja, bomo nekako, no. Live long and prosper. Marela na glavi, tudi to je danes naredil Polič, ja. Ne vem, če je bilo najbolj kul, Slikce, smešen je bilo. prst, slikce. A ja? Ja? Lej. Višji? Čao. Čakaj, najprej moram filter ugasniti. Aj, če ne v filtru. Filter, pa finiš. Čao.